Vaši trije lepotci tule zadaj, čeprav ima samo en vzdevek telep, k temu se bo še vrnila, bodo kmalu skupaj nabrali 2 milijona kilometrov. Zdaj, kako to človeku uspe? 2 milijona je za marsikoga, tudi zame, pa se veliko vozim, nepredstavljivo. Ja, pravzaprav ni tako težko, ne. Prvi pogoj je ta, da se bojim aviona, ne, in vse poslovne poti, ki jih upravim z avtom, ne. Druga stvar je pa seveda ta, da te poslovne poti upravljaš iz leta v leto, ne, in tako se naberejo kilometri, ne. A se lahko vrnemo k avionu? Je bila kakšna taka negativna izkušnja ali že od štarta niste jim marali avionov oziroma leteti po zraku? Ne, sem seveda včasih potoval z letali, ne, ampak ja, imam neko negativno izkušnjo in takrat naprej ne grem več v zrak. Ste rekli, ne bom se več Rečem, zrak je za ptiče, ne, to je v redu. Zame je pa avtomobil. Tako. A greva za začetek k dimkom. Zdaj, ta najstarejši je talep. Je talep, ja, tako, ja. Še vedno? Še vedno in bo tudi ostal, ja, ker kako se pa naslednjemu reče? Je nekaj posebnega, ja. Ma ta zgodba, talep ima tudi ozadje, ne, vezanje na barvo, ne, ker to je tako imenovana Perlmutt, ne, Perlweiss, ki je bila takrat leta 1995 v programu, ne, pa nikoli več, ne. In zelo malo osmic je pobarvanih s to barvo, ne, bilo, da je pa katera še na cest, po mojem vedenju, nobene več, ne. Tako da bi že človek rekel kar neke vrste endemit, kar se pojavnosti na cestah tiče. Se pravi, talep je tisti ta prvi, kako se reče ta drugemu? Ta drugemu se reče pa ta nesrečni, ne. Nesrečni pa zaradi tega, ker je nekdo mi tam v Bruslju strl prednjo masko, ne, in potem je bilo treba zamenjati, ne. In seveda to je prineslo ta vzdevek, ta nesrečen, ne. In ta tretji je pa potem ta nov, če prav razumem. Ta tretji je pa ta nov, ne, tako mu pravimo, ne, da jih na servisu tudi ločijo, kdaj kateri pride, ne, s tem, da ta tretji zdaj tudi ni več tako zelo nov, ne. Je pa zadnji model trenutno, ja. Glede na to, da ste od leta 1995, ne, ko ste kupili talepega, naredili skoraj 2 milijona kilometrov z njimi, vem za eno anekdoto, da ko ste kupili avto, pa ne vem, kateri po vrsti je bil, so na servisu rekli, se vidimo, ko boste obrnili 15 000 kilometrov. In vi ste avto pripeljali potem nazaj, kdaj? Ja, prej kot 2 tednih, ja. Ja. Je bilo že 15 000 kilometrov na števcu. Tako je, ja. Se pravi, nekaj službenih poti. Tako je, to je bila ena taka slučajnost, je bila ena pot iz Ljubljane na Portugalsko, pa od tam v Skandinavijo, pa nazaj, ne. Pa je rekel mojster Frelih, ne, ja, a je kaj narobe bilo, ne. Rekel, nič, samo kilometri so spet. Se pravi, je bilo že treba narediti prvi servis. Tako. Zdaj, človek, da naredi toliko kilometrov, se mora rad voziti. A je to dejstvo? Moraš uživati v vožnji. No ja, to je mogoče uživati v vožnji, ni glih čist ta prav izraz, ne. Vožnja te ne sme obremenjevati, tako bi jaz rekel, ne. Potovanje z avtom, ne, je zagotovo udobno, bom rekel, hitrejše, bolj fleksibilno kot karkoli drugega, ne. Je pa seveda povezano z prometom, z razmerami na cesti, z vremenskimi razmerami in tako naprej, ne. Vse je treba za dobro vzeti, kar pride, ne, in pač gremo do cilja pa nazaj, ne. Je bilo lažje voziti 20 let nazaj, ko še ni bilo take gostote prometa, ali je lažje voziti zdaj, ko avti ponujajo nekaj asistenčnih sistemov, ceste so drugačne, navigacija? Ja, bi rekel, lažje mogoče zdaj ravno v tem smislu, ne, da pač tehnika določene funkcije prevzema, ne, namesto voznika, ne. Po drugi strani je pa to mogoče tudi malo, recimo temu, nevarno,
V smislu, da če se preveč zanašaš na tehniko, tudi ni dobro, ne. Še vedno je voznik odgovoren, kaj se z avtom dogaja na cesti, ne. Vas pa ni strah niti v težkih vremenskih razmerah? Boj, da ste več kot 10 ur na Finskem vozili v snežnih zametih, pa ste normalno prepotovali tisto pot, ki je bila zastavljena. Ja, res je, enkrat sem imel tako izkušnjo, zelo zanimivo. Štartal sem po zimi, pozno popoldne iz kraja, ki se imenuje Kemi, to je na Finskem, malo naprej od švedske Haparande. In je začel snežiti, ne, jaz sem bil namenjen dol proti Stockholmu, ne. In kar ni nehal snežiti, ne, in 100, 200, 300, 500, 1100 kilometrov, kar snežile kar naprej, ne. Tako da ja, je trajalo malo dlje, ne, ampak Audi Quattro, ne, to je to. Že govori sam po sebi. Tako, moraš zaupati tako, v svoje sposobnosti, v sposobnosti avtomobila in verjetno tudi cesti, ne? Tako, cestišču, po katerem se voziš. tako. Vas še vedno poslovni partnerji čakajo na letališču, misleč, da pridete tja in ne kar direktno na njihovo parkirišče? Tudi na Finskem, Portugalskem, Londonu recimo? Tudi to se je zgodilo, ja, ampak zdaj, bi rekel, glede na to, da me že kar poznajo, pa da gre v glavnem za ustaljene kontakte, ne, zdaj že vejo, da se bom pač Kje so se največkrat pripeljal, ne. Kje so vas največkrat čakali na letališču? Ja, to se je ravno v Skandinaviji zgodilo, ne. Ker nekako niso dojeli, da bi se kdo iz Ljubljane v Helsinke pripeljal z avtom, ne. Kaj je bila najdaljša trasa, ki ste jo naredili, če rečem po domače, v enem šusu? V enem šusu. Ljubljana-Madrid je bila najdaljša, ja. Koliko je to kilometrov? Koliko ur? Okrog 2219 ur s postanki vred, ne. Si je treba med potjo vzeti tudi čas za kakšno kavico? Ja, na vsak način, ja. Majčkeno razgibati noge, pa kakšno kavo spiti, pa tako, ne. Verjetno imate že tudi najljubša mesta, kje narediti postanke? Ja, seveda, to pa. Kje imajo najboljšo kavo? Kjer je dobra kava, kjer je dober sendvič, ne, tako naprej, ne. Kako je bilo potovati včasih, ko smo imeli še tiste velike mape? Je bilo verjetno veliko bolj zakomplicirano, ali se tak tip človeka, ki doma pogleda na mapo in reče, to so moje iztočnice in sem se peljem? Ja. Zemljevidi, seveda, avtokarte, to je to, ne. No, zdaj moram seči še malo v preteklost, ne, to se pravi, tile trije lepotci, ne, se bližajo 2 milijonom kilometrov, ne, moj vozniški staž se pa bliža 50-letnici, ne, in skupni kilometri so pa čez 3 milijone, ne, tako da bi rekel tako, ne, potuješ z avtom, pogledaš avtokarto, naštudiraš, kam boš šel, ne, vidiš, kje so carine, ki meje, ne, in tako naprej, postanki, to je bilo včasih seveda, danes se žal spet ponavlja. In tako se s časoma človek nekako privadi teh poti, ne, ko se peleš prvič, ne, ko sem šel z avtom prvič v London, ne, je to trajalo 3 dni in 3 noči, ne, seveda. Potem pa s časoma se nekako orientiraš v prostoru, ne, kažipoti v Evropi postanejo nekako domači in tako naprej, ne. No, in potem ta nova znanost, ki rečemo navigacija, ne, to je tudi ena zgodba pri Audiju, ne, pravi kolega, ki je prodajal, ne, najnovejšo tehniko v osmici, ne, zdaj imamo pa GPS, ne, kaj pa je to GPS, viš, to je pa zdaj nekaj tle naštimaš, ne, potem ti pa tehnika pove, ne, kam moraš peljati, ne.
Jaz se pa malo nasmejem, pa se neko vidiš, ta tehnika je prišla tako 30 let prepozno, ker zdaj že vem, kam je treba peljati, ne rabim. Kaj pa je najljubši? Tako da Lepi je brez navigacije, ne. Ostala dva jo sicer imata, ne, ampak v glavnem jo bolj testiram, koliko so v kvalitetni podatki. Ne, koliko se ujemajo z vašo potjo. Tako, ja. Kaj pa je tista najljubša stvar, najljubši pripomoček, lahko tudi asistenčni sistem v avtomobilu? Brez česa ne bi šlo? V avtomobilu najlepša stvar je dobra glasba. In seveda te audio sistemi, ne, ki so danes, je pač to neka druga zgodba, kot pa tisto, ne, kar je imel recimo Audi 60, ne, leta 72, ne, avtoradio, ne, ampak tudi seveda zasnemost avtomobila je drugače. To je čist druga zgodba. Ne, kaj pa poslušate med vožnjo? Zdaj, ko so ravno pri glasbi. Ja, vse mešano, klasiko, stari rock, ne, odvisno. Če se vrnemo na samo pot, katera je bila najvišja kazen? Pa če lahko poveste, koliko? Wow, grdo povedati, ja, to je že mnogo let tega, ne, moram na hitro preračunati. Francoski franki, to se pravi, to je bilo kar tam nekaj čez 1000 evrov. Ja. V Franciji, ja, na avtocesti. Ja, tako. S Telepim? S Telepim je to bilo, ja. Se pravi, že dolgo ja, tega nazaj. Že dolgo tega. Še ena zanimiva anekdota, ki sem... Prehitra vožnja, seveda. Ne. Ja. Prehitra vožnja. Močno prehitra. Ne. Ampak... Model se mi je na trajekt, ne, takrat še ni bilo tunela za Anglijo, ne. In seveda francoska policija ni imela razumevanja za to, da se med modele. Se jim ni dalo popihati na dušo. Ne. Še ena anekdota iz servisnega centra. Ne. Bojda, ko ste nekoč pripeljali avto na servis, ste potrebovali nadomestnega, da greste, takrat ste rekli, da greste na službeno pot na Portugalsko, če se prav spomnim. Ja. In oni so rekli, rabi avto do letališča. Ne. Nihče ni pomislil, da se boste dejansko peljali na Portugalsko. Ja, to je bilo tako, ja. Tisti, ki je organiziral nadomesten avto, je bil še nov, pa me ni poznal. Tako da, ja. In potem ste 3 dni kasneje prišli ne samo z Portugalske, ampak ste skočili še na Nizozemsko. Ja, sem imel novink čez Amsterdam, ja, tako da je potem odgovorni malo debelo pogledal na števce, ampak ne. Ko je bilo 3 dni kasneje, 7000 kilometrov. Tako, ja. Tako, ja, hitro grejo kilometri, ne, ko si na cesti. Ja, hitro se naberejo, ne, seveda, ker danes je pač avtocesta, recimo poprečna potovalna hitrost, ne, kaj 120 na uro, ni neka posebna zgodba, ne, in to se hitro nabere. Kaj vas pa najbolj moti pri soudeležencih v prometu? Tudi ne spoštujejo prometnih predpisov, ja, pa premajhna pozornost. Ne. To marsikdaj se počutim ogroženega zaradi tega. Ja. Vse preveč drugih stvari, ne, med vožnjo, ne tista zbranost. Ja. Današnja stopnja digitalizacije nažalost je pripeljala do tega, da ljudje med vožnjo telefonirajo, ne, na način, ki je povsem neprimeren. Ne. Sem prepričan, da velik del prometnih nesreč je posledica tega dejstva. Ne. Vaša najljubša destinacija oziroma najljubša cesta? Zdaj ste jih po Evropi prevozili, verjamem, da skoraj že vse. Ja. Ovo je kakšen odsek, ki vam je pa, ko vam srce zaigra, ko se zapeljete. Ja, je nekaj posebnih. Ja, ena med njimi je sigurno tudi naša bivša, kot smo imenovali, cesta bratstvene enotnosti, ne, to se pravi povezava Ljubljana-Skopje, ne, kamor se tudi večkrat odpravim, ne, to je tudi spomin na stare čase, seveda tako malo nostalgija, ne. Posebej prijetno se je peljati po novi cesti proti Berlinu, ne, ki so jo
naredili na novo, ko se je Nemčija združila, ne, in tam se res da lepo peljati, ne, tako da je v redu. Lepo in tudi po zakonu tako, hitro. Ja, tako. Tudi v Franciji je zelo spodobno se peljati, recimo iz Strasbourga proti Caleju, ne. To pa zato, ker ni preveč obremenjena zlasti s kamionskim prometom, tako da se da lepo peljati, ne. Ste kdaj testirali avtomobile, preden ste se odločili, kateri bo vaš potovalni avto? Ja. Tako rečem. To pravzaprav delam non-stop, ne, saj tudi odločitev, da potujem z Audijem, ni, kako bi rekel, slučajna, ne. Jaz sem od začetka vozniške kariere zamenjal veliko avtomobilov, ne, tudi konkurenčne, bom rekel, Audiju, ne, seveda BMW, Mercedesa, ne. Ampak to je tako, ne, za moj način upravljanja dela, ne, je avto orodje, ne. In seveda človek ima tako orodje, ne, kakršno delo pač upravlja, ne, in tako sem pač tudi enkrat enemu gospodu iz Quattro GmbH rekel, ne, da pač jaz nisem maneken za Audi, ne, ampak slučajno je tako, da je najboljše orodje je pač njihovo, ne. Če se bojo tega držali, se bom tudi jaz držal Audija, ne. In kaj je točno to, kar vas tako prepriča? No, zagotovo je to Quattro tehnika, ne, ki je izpopolnjena, bom rekel, tako, da bi človek težko še kaj dodal, pravzaprav, ne. Ampak tudi tisti Audiji, ne, kjer sem jaz začel, recimo z Audijem leta 72, pa 77, pa 81, pa tako naprej. Audi je imel prednji pogon, za razliko od nekaterih drugih takrat premijskih vozil, ne, in prednji pogon je že določena prednost na cesti, ne, tako da s časoma se je pač to razvilo v to, kar je danes. Pred 25 leti so se vsi smejali, ne. Audi Quattro, pa to je tako kot Jeep ali pa nekaj podobnega, traktor, ne, kaj jaz vem, ne. Danes se noben več ne smeje, ne, vsa konkurenca dela na štirikolesnem pogonu. Danes si vsi želimo štirikolesni pogon, ki bi tako dobro deloval. Tako. Ker je to varnost, seveda, ne. Najlepša hvala za ta pogovor. Želim vam srečno obračanje kilometrov še naprej. Hvala. Bo ta lep obrnil milijonsko znamko? Ja. Nas boste poklicali, ko jo bo, da bomo... Mojstri na Verovškovi pravijo, da bo, ne. Jaz pa bom tudi naredil svoj del, ne. Super, najlepša hvala in ja, srečno tako poslovno, kot tudi na vseh vaših poslovnih poteh. Hvala tudi vam.